Torej, uradna kampanja, vemo, kdaj se je začela, pred tednom dni, neuradna pa v bistvu traja že tedne in mesece. Ne? Stranke hodijo po terenu, tudi plakate smo že videvali. Kako vi ocenjujete to, kar smo videli doslej? Ja, neuradno mislim, da se je kampanja začela tam septembra, jeseni pri referendumu. Takrat so v to kampanjo aktivno vstopali vplivneži na družbenih omrežjih in zdi se, da so tokrat politiki prepustili umazano igro vplivnežem. Sami pa so se začeli obnašati kot vplivneži. Vidimo njihove nastope na družbenih omrežjih, govorico telesa, prijaznost, ki zelo spominja na obnašanje vplivnežev. Kakšna je vaša ocena dosedanja tega, kar ste videli doslej? Ja, dejansko se je konec 1970-ih začelo govoriti o permanentni kampanji. In sedaj jo živimo, ne? Tako da ni to nič novega. Je pa dejstvo, da se, torej, ko se volilna tekma približuje, to intenzivira. In bi se strinjal, kako 4-mesečne obdobje, ko se začne to intenzivirati, seveda je to nekoliko drugačen regulatorni okvir, ko pa nastopi ta prava volilna kampanja, pa seveda vse eksplodira. Tako da nekako tako tudi doživljam to. Je pa dejstvo, da smo morda letos videli nekoliko več plakatne kampanje, ki je bila kar pronicljiva, zelo duhovita, moram dejati. Hkrati se je pa seveda sedaj odprlo polje družbenih omrežij in pa predvsem aktivacija vseh tistih netradicionalnih političnih akterjev, ki delujejo v nekem političnem interesu. In tudi veliko terena je bilo, ne? Zelo veliko obiskov, torej v vsaki slovenski vasi, na vsakem slovenskem trgu, v vsakem kulturnem domu, ne, so stranke prirejale okrogle mize, mobilizirale ljudi, tako da vse oblike se zdi, da so tokrat v igri, ne? Zagotovo. Mi imamo generalno gledano tradicionalna, moderna in postmoderna orodja. In ti stiki z volivci, neposredni nagovori, so v bistvu klasično tradicionalno orodje, za katero vemo, da tudi v slovenskem prostoru deluje. Je poceni, če imaš dovolj na nek način delovne sile, torej podmladka, članov, in vemo, da je ta recept bil uspešen že večkrat v kampanjah poprej, morda najbolj taka znamenita kampanja Lojzeta Peterleta leta 2004 z avtobusom po Sloveniji. In na nek način je to povabilo tisto, kar pogosto tudi v času družbenih medijev vendarle državljani pogrešajo. In tukaj gre za povabilo. Pravijo, koliko rok stisneš, toliko glasov, ne? Se bo potem poznalo na volitvah. No, vaša ocena tega, kar smo videli do zdaj pa govorimo o tem z vaši stroki pravzaprav, se pravi gesla, plakati, barve, ti nagovori filmčki, ki smo jih videli. Kako vi ocenjujete to, kar so stranke pokazale do zdaj? Zaenkrat je vsaj ob cestah videti ogromno teksta, velikokrat preveč, toliko, da nismo zmožni prebrati ob nekem mimo vožnji. Ni kakšnih udarnih gesel kratkih, ne? Ne, ničesar. Tudi obrazov je letos videti bistveno manj. Mislim, da videvamo samo logarja, vsi ostali še zaenkrat ostajajo na tekstih. Precej bolj kreativni so pa na družbenih omrežjih, kjer poskušajo biti ljudski, zabavni, izvajati potegavščine. Skratka, želijo biti čim bolj podobni volivcem. Vplivneži, ne? Tako kot ste rekli, ne? Točno tako. Kako pa vi ocenjujete soočenja, so se tudi začela? Sam menim, da so soočene seveda še vedno eno od ključnih orodij. Se pa seveda njihov pomen zmanjšuje, tudi zato, ker se seveda danes volivci, predvsem mlajših generacij, vse bolj informirajo strani družbenih omrežij. Po drugi strani pa seveda tudi zaradi strategije nekaterih političnih akterjev, ki so presodili, da je seveda lahko televizija tudi na nek način orodje, ki dela proti njim. Pravijo nekateri, ne, da po zadnjih soočenjih se en del volivcev, to pravijo raziskovalci javnega mnenja, torej te zadnje dni med volilnim okom potem šele odločijo, ne, na tiste verjetno ciljajo, ne, ti, ki so, ne, se usmerjajo v soočenje. Drži, nikoli ne vemo, kakšen je dejanski vpliv volilnih kampanj, je pa dejstvo, da seveda ciljamo predvsem tiste, ki so neopredeljeni, bodi si glede podpore, bodi si ali odidejo na volišče ali ne. In na te se na nek način poskuša jo akteri fokusirati, bodi si z nekimi identitetnimi impulzi ali pa, kar je zelo pomembno in to tudi vidimo, ne, še posebej na družbenih omrežjih, s čustvi. Čustva so najbolj močen mobilizator političnega aktivizma in to poskušajo. No, pa gremo k digitalnim omrežjem. Nekateri pravijo, digitalnim platformam, nekateri pravijo, da v bistvu so klasični mediji absolutno v zatonu in da se volitve dobivajo pač na
digitalnih platformah. Kakšna je vaša ocena? Vi ste iz stroke, poznate, veste, kako ta digitalni marketing pravzaprav teče? Klasični mediji zagotovo niso v zatonu, mislim, da obojni mediji podobno vplivajo, so pa zelo različne taktike. Na družbenih omrežjih, družbeno omrežje običajno ljudi uporabljamo za zabavo, za sprostitev. Takrat nismo pripravljeni nekega silnega kognitivnega napora vnesti v primerjanje programskih strank in podobno, ampak kot je kolega rekel, tukaj igrajo pač vlogo čustva. Odločitev, kater video bo uporabnik družbenih omrežij pogledal, sprejema naši možgani v pol sekunde, največ 2 sekundah, kar pomeni, da mora biti začetek videa šokanten, v marketingu rečemo temu hook. In hook precej bolj učinkuje z negativnimi čustvi. Šokiranje, neka huda trivija, neko presenečenje in tako naprej. Zato so družbena omrežja tudi večkrat zelo učinkovito orodje pri grajenju tega odnosa proti nečemu. Na družbenih omrežjih se ljudje bistveno hitreje združijo proti kot za. Ne vem, opažamo to neko dvojnost. Politiki so recimo v klasičnih soočenjih relativno vljudni, da bomo rekli prijazni, sicer polemizirajo, ampak so na neki dostojni ravni. Medtem ko kampanja, ki jo spremljamo, zdaj če temu lahko tako rečemo, kampanja na družbenih omrežjih je pa surova pogosto, negativna. Je to povezano s tem, kar pravite, da privlačijo pozornost in kakšen učinek ima ta negativna kampanja, recimo? Kakšen učinek bo imela, bomo videli marca, ampak zagotovo pa te negativne kampanje, ki se zdaj dogajajo, ki jih v glavnem izvajajo ljudje, ki se do sedaj niso aktivno ukvarjali s politiko, ustvarjalci vsebin, vplivneži in tako naprej, zagotovo te negativne vsebine zelo pritegne pozornost, ker družbena omrežja ljubijo dramo. No pa samo še to vas vprašam, zlorabe. Zdaj smo videli, danes je spet bil zaprt profil in Svobode in predsednika vlade zaradi vdora. Kakšne so možnosti, vi poznate, ko delujejo ti algoritmi in to, kakšne so možnosti zlorab? Možnosti so precejšnje, sploh z umetno inteligenco in podobno. Zdaj pa vprašanje, koliko se te stvari uporabljajo kot taktika komunikacijska, koliko je zadaj pač resnice, tega pa ne bomo vedeli. Z umetno inteligenco je pa tudi možno ustvarjati seveda precej deepfake, lažnih vsebin, ki jih predvsem starejši in mlajši zaenkrat še teže ločijo, sčasoma bodo te stvari tako dobre, da nihče več ne bo tega ločil. Imamo tudi z pojavom umetne inteligence ogromno nekih strokovnjakov kar naenkrat, ki do včeraj niso bili strokovnjaki za nič. Danes s pomočjo umetne inteligence kreirajo vsebine, videa, so strokovnjaki za vse in tudi zelo uspešno, mislim, da vplivajo s tem na javno mnenje. A je to stvar generacij? Se pravi, ali te nagovarjajo, ne vem, plakati, oglasi na televiziji, soočenja, ali je to pomembno, kateri generaciji pripadaš? Ne, gre v bistvu za hibridizacijo kampanje. In dejansko imamo lahko različne prijeme, kjer kombiniramo torej neke tradicionalne prostore, ki so varnejši, ki so bolj vsebinski, in pa te bolj čustvene, identitetne prostore, ki so seveda precej manj pod nadzorom. Je pa res seveda, da so določene generacije nekako rojene v torej določene tehnološke inovacije in zagotovo bolj razumejo delovanje torej družbenih omrežjih mlajše generacije. Ampak tudi večji vpliv, to, kar tam preberejo, ne? Lahko, če seveda na nek način niso za to usposobljeni. Seveda politična pismenost je nekaj, kar mi pridobimo skozi to politično socializacijo. Če nas o tem na nek način ozavestijo, potem bomo vedeli, kaj vidimo. In seveda po drugi strani, če smo na nek način pri 40-50 prvič odprli profil na družbenem omrežju, smo morda precej bolj ranljivi. Ranljivi kot tisti, ki jo vladajo že odprej. Tako, bi pa dejal, da seveda velja predvsem to, da družbena omrežja na nek način preko svoje viralnosti odpirajo na nek način to polarizacijo. In učinek je praznjenje sredine. Torej učinek je manj centrizma in centrizem je zmernost. In v tem kontekstu si lahko razlagamo tudi te, torej na nek način rezultate popularnosti in tako naprej. In kar še pomeni je to, da to na nek način zelo negativno vpliva na zaupanje v politične institucije, kar pomeni, lahko pridobiš pri glasovih, ampak generalno bodo pa vse te institucije, tudi ki jih boš sam obvladoval, izgubile na kredibilnosti, kar pomeni, ko boš vladal, ti bo teže.
Boš plačal ceno za to, kar se zdaj dogaja. Ne? Treba je Generacija, tudi ja, še to vaše mnenje, ne? Ali to res vpliva samo na mlade, je tukaj pomembno, koliko si star? Ne, zagotovo ne. Lahko upoštevamo, da ima recimo Facebook v Sloveniji približno 1 300 000 uporabnikov, od katerih je cirka 25% starejših od 55 let. Na Instagramu je ta procent 10%, tudi na TikTok ima vse več starejših uporabnikov. Tako da je komunikacija na družbenih omrežjih obvezna za vse generacije, katerim se želijo politiki približati. Morda še zadnja misel, kaj lahko pričakujemo, veliko negativne. Namreč negativna kampanja, to kaže, izkušnja se v Sloveniji ni obnesla doslej, ne? Ampak vidimo, da obstaja ta vzporedni svet, o katerem smo pravkar govorili, ne? Kjer v bistvu stranke niso v prvem planu, so pa politične teme na mizi na razne kontroverzne načine. Kaj pričakujete vi v naslednjih tednih? Zelo so nas svarijo vsi pristojni, da moramo pač biti pozorni na fake news, na vse to, kar se bo dogajalo. Ja mislim, da bo ta komunikacija v ozadju na področju vplivnežev in ostalih ljudi, ki uradno niso politiki, mislim, da se bo še precej bolj aktivirala. Vaše mnenje še? Bi se strinjal. Pri nas se je pokazalo v preteklosti, da če so se politični akteri posluževali negativne kampanje, so se v začetnih tednih. Potem so pa s tem prenehali in na nek način želeli kazati sliko državnikov. Tukaj ta plast vplivnežev in na nek način teh torej paralelnih akterjev na družbenih omrežjih lahko opravi ta negativen umazano delo. Tako da verjetno bomo videli to in na nek način po drugi strani tudi vendarle moramo biti pripravljeni tudi na vmešavanje nekih drugih akterjev, ki seveda imajo interes tudi v naše volitve in moramo vedeti, da negativna kampanja se pospešuje, ko je vse več sredstev, bodisi denarja, bodisi drugih resursov v prostoru oziroma investiranih v volilno tekmo.